V Rakičanu so v petek slovesno odprli 68. državno tekmovanje oračev Slovenije in 30. državno tekmovanje dijakov ter študentov biotehniških šol v Oranju. Dogodek, ki poteka pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije, združuje najboljše slovenske orače in ljubitelje kmetijske tradicije. Tekmovanje so organizirali Biotehniška šola Rakičan, Društvo oračev Pomurja, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Mestna občina Murska Sobota. Zbrane je najprej pozdravil murskosoboški župan. Prav lepo pozdravljeni pri nas v Murski Soboti, ki rečemo tudi zeleno srce Pomurja. Zdaj, Murska Sobota je mesto, ampak s svojimi primestnimi naselji je obdana z rodovitnimi polji. In nekako kmetijstvo je tukaj doma, tako v Murski Soboti kot v naši regiji. Zelo smo ponosni, da lahko vas danes gostimo. Seveda želim vsem tekmovalcem čim več sreče, čim več uspeha, sodnikom mirno in pošteno delo in vsem vam, ki ste prišli k nam, da se tukaj počutite prijetno. In naj ne bo današnji dan le v znamenju tekmovanja, ampak ta dan izkoristimo tudi za prijetno druženje, izmenjavo mnenj, izkušenj in vsem skupaj, da se potem vrnete domov z lepimi spomini iz Murske Sobote. Srečno! Najboljši orači, dijaki in študenti so se pomerili v oranju strnišča, posejanega z ajdo, ženske pa v spretnostni vožnji s traktorjem. Posebno pozornost pritegne tudi tekmovanje plugov starodobnikov, ki obiskovalcem ponuja pogled v bogato dediščino slovenskega kmetijstva. Ne orjemo prvič v Prekmurju in lahko rečem, da kadar so tekme tu ali pa v bližini v Svetem Juriju, si v Ljubljani precej oddahnemo, ker je z organizacijo bistveno manj dela, kot bi ga lahko bilo kje drugje. Rad bi rekel, da je to tekmovanje eno od številnih, ki jih naša zveza organizira. Na naših tekmovanjih na letos sodeluje tam do 50.000 učencev, dijakov in študentov na zelo različnih področjih. Tekmovanje v Oranju je eno starejših, imamo pa seveda tudi tekmovanja od logike, kemije, biologije, naravovarstva do računalništva, robotike in vsega, kar ne bi tu našteval in vam kradu čas. Vsekakor to pomeni en pomemben del tradicije naše zveze, ki je svoje delo pred dobrimi 70 leti začela tudi tako, da je sodelovala pri izobraževanju ljudi v kmetijstvu, učenju dela z tehniko in tako naprej. Tekmovanje oračev se je začelo po govoru predsednika Državnega sveta, ki je med drugim opozoril na številne izzive, s katerimi se soočajo slovenski kmetje. Z velikim veseljem vas nagovarjam kot predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, zgornjega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, kot predstavnik obrtnikov in podjetnikov, pa tudi seveda v svojem imenu, na tem tradicionalnem tekmovanju v Oranju. Današnji dogodek presega okvirje običajnega tekmovanja, je praznik slovenskega podeželja, znanje, veščin in globokega spoštovanja do zemlje, ki nam seveda daje življenje. Obenem nam ponuja dragoceno priložnost, da osvetlimo vlogo kmetijstva v družbi in izrazimo hvaležnost vsem, ki svojim delom skrbijo za našo prehransko varnost, urejeno krajino in naravne vire. Že 68 let zapored se na državnem tekmovanju
pomerjajo najboljši slovenski orači in kot rečeno že 30 let k temu prispevajo tudi dijaki in študenti biotehniških šol. Z mladostno energijo in sodobnimi pristopi dokazujejo, da se vrednote, kompetence in ljubezen do kmetijstva uspešno prenašajo med generacijami. Ta dolgoletna tradicija potrjuje, da je kmetijstvo globoko zasidrano tudi v našem kolektivnem spominu kot v naši skupni prihodnosti. Vaša predanost in zavzetost kažeta, da slovensko kmetijstvo ostaja v varnih rokah. Obdelovanje zemlje ni delo kot vsako drugo, to je poslanstvo, ki zahteva tehnično usposobljenost, upoštevanje naravnih zakonitosti in predvsem veliko potrpežljivosti. Pogosto pa je to delo tudi polno odrekanj in nepredvidljivih pričakovanj. V zadnjih letih se slovenski kmetje soočate z vse večjimi pritiski od nestabilnih cen in negotovosti na trgu do zapletenih administrativnih postopkov, ki nemalokrat otežujejo napredek. Dodaten izziv predstavljajo tudi podnebne spremembe, ki povzročajo pogostejše suše, neurja in druge vremenske neprilike. Ti izzivi terjajo jasne, odločene in predvsem dolgoročne ukrepe, takšne, ki bodo kmetom omogočili obstoj in razvoj, da jim zagotovi stabilno in konkurenčno okolje. Država mora s tem procesu stopiti kmetu nasproti, s pravičnimi pogoji, učinkovito zaščito in več posluha. Kmetijstvo je temelj varne prehrane, glavni steber ohranjanja podeželske identitete in ključen dejavnik dolgoročnega razvoja naše domovine. Dokler boste orali, bo Slovenija sigurno obstajala. Prav vi, mladi orači in biotehniki, ste tisti, ki boste gradili most med bogato tradicijo in sodobnimi inovacijami, med odgovornim odnosom do okolja in uporabo najsodobnejših tehnologij. Pomembno je, da svoje praktično znanje združujete z odprtostjo do novih pristopov. Oranje ni le mehansko opravilo, je dejanje skrbi za zemlje, življenjski prostor in prihodnje generacije. Vsaka brazda, ki jo zarežete, simbolizira vašo voljo do dela, učenja in željo prispevati k skupnemu dobru. Še danes je oranje pogosto prvo opravilo na njivi, od katerega je močno odvisen končni pridelek. In še Državni svet Republike Slovenije, naj rečem, da se zaveda pomena prehranske varnosti in samooskrbe za našo državo. Zato si bomo tudi v okviru naših pristojnosti še naprej resnično prizadevali za smelo in dolgoročno kmetijsko politiko. Zato sem vesel, da je naša komisija prav danes zasedala tu v Rakičanu in pač predelala najbolj aktualne teme, ki jih verjetno spremljamo tudi vsi po televiziji, od živalskih do trsnih težkih vprašanj. Iskrena hvala vsem, ki s tako veliko mero predanosti in izkušenj, predvsem organizacijskih sposobnosti, omogočate izvedbo tako pomembnega tekmovanja. Grajski kompleks, zgodovina biotehniške šole in dejavnost Kmetijskega inštituta Slovenije uvrščajo ta kraj med osrednja središča slovenskega podeželja. Zato je prav, da se prav tukaj odvije srečanje najboljših oračev, mladih strokovnjakov z področja biotehnike, na mestu, kjer razvoj raste skupaj z naravo. Naj to tekmovanje ne bo le izziv, ampak navdih. Hvala lepa in veliko čast mi je, da lahko na tem mestu in prav zdaj odprem tekmovanje oračev. Ob tekmovalnem delu so pripravili tudi pester spremljevalni program z razstavami kmetijske mehanizacije in drugimi vsebinami za obiskovalce vseh generacij. Najboljša dva orača, po eden iz kategorije pluga krajnik in obračalnega pluga, se bosta prihodnje leto udeležila svetovnega tekmovanja v oranju na Hrvaškem.